borben duh Maribora ima uspešno borben, to je pomembno, spravi, ni samo borben, pa nač uteha, ampak uspešno borben. Jaz mislim, da bi težko opisal Vojkota drugače, ker je ravno potem, da bo rekel karakterno gledano, saj zame, kot nekoga, ki gleda na Maribor od zunaj, res karakterizira uspešnega Mariborčana. Pravi, ne nekoga, ki je tukaj sem zato, ker je lokal patriot, pa krati pa ni neuspešen, ne borben, ali pa samo eno tega, ampak je oboje. In predvsem, ker je moralna integriteta in avtoriteta. In če smo kaj iskali v Svobodi za to, kakšni ne bi bili naši kandidati, smo iskali res kombinacijo obojega. Na eni strani borben, moralno trden človek, ki se ne boji izzivov, ker izzivov je res dosti, takih in drugačnih. Na drugi strani pa nekdo, ki verjame v to mesto in ima ambiciozne cilje. Pravi, ne verjame, da bo mesto prosperiralo skozi majhne projekte, ampak skozi velike. No, in to je Vojko definitivno v svojem življenju že dokazal. Na področju, ki ga najboljše obvlada, da bo to razširil še na druge, ampak če jaz moram voditi državo, bo tudi on zmogel voditi Maribor. Živimo v mestu, ki je bilo vedno na prepihu, živimo v mestu, ki je imelo močno industrijo, ki je propadla, ampak to ni srž te zgodbe. Odšli so nam ljudje, ki so imeli znanje, odšli so nam ljudje, ki bi lahko to mesto potegnili naprej in seveda želim si, da bi skupnimi močmi temu mestu dali takšno energijo, takšen življenjski utrip, kot si ga takšno mesto na takšnem geostrateškem položaju, ne samo v državi, ampak tudi v Evropi, zasluži. Izzivov je izjemno veliko. V mestu niso samo zgradbe, v mestu niso samo mostovi, imamo vrhunske graditelje mostov, spomnimo se samo gospoda Pippenbacherja, ki izhajajo iz te univerze. In tisto, kar mene osebno najbolj, kar je zame osebno največji izziv, je to, da je to mesto, kjer so ostale samo šole, kjer je ostala univerza. Skratka, to bi naj bilo mesto razumnikov, ki bi dalo temu mestu nek nov utrip. Ampak kaj imamo? Imamo osnovne šole, ki nam propadajo, ki se zanje sploh ne želimo recimo zmeniti. In kako naj poskrbimo za mlade ljudi, če niti pri osnovni šoli ne napravimo prvega koraka. In ko končajo univerzo, s tem imam tudi velike izkušnje, jih v samem mestu ne znamo zadržati, ker tega znanja, ki tukaj nastaja, ki bi lahko dalo gospodarstvu nov poriv, ne znamo zadržati v tem mestu. In tisto, kar si želim s skupnimi močmi, seveda ob tem, da to ne bo preprosta pot, je to, da damo ta nov življenjski utrip, ko se to mesto zasluži. Stoletja v zgodovini je bilo na prepihu, še vedno je na prepihu, blizu so meje na severu, na jugu, na vzhodu in na zahodu. In če ne bomo znali tega, kar ti meščani v tem mestu želijo, pravilno uporabiti, oceniti in jim tega dati, potem nam bodo mladi ljudje, ki jih izšolamo tukaj v tem mestu, odhajali. Potem bo ostalo to mesto za prelepimi zidovi, pa brez življenja. In to je tisto, kar v principu želimo spremeniti in to je tisto, kar se mi zdi izziv.